Zaposleni prihodnosti se bo zavedal, da so spremembe edina stalnica, se jim prilagajajo ter se hitro učil. Podjetja, ki bodo za takšne ljudi zanimiva, pa morajo biti dinamična in hitro odzivna na spremembe. Delodajalec prihodnosti je čustveno inteligenten. Pri iskanju poslovne odličnosti se bo moral obrniti tudi na vrednote in vzgibe svojih zaposlenih, zato da se bo lahko uspešno transformiral. Zaposleni prihodnosti se mi zdi, da bo veliko vlogo postavljal nekako delovnemu okolju, funkciji, priznanju, se pravi neki liderski funkciji, ki jo bo lahko iz sebe izpostavil, in pa na drugi strani delodajalec prihodnosti bo to moral prisluhniti, omogočiti nek fleksibilen delovni čas in pa tudi prostor kot tak, da se bo zaposleni lahko razvijal.